Pozdravljeni prijatelji Prirodoslovnega muzeja Slovenije. Dovolite, da se vam predstavim. Sem Sigismondo Zois in sem bil na Kranjskem pred več kot 200 leti eden najpomembnejših podjetnikov, mecenov in naravoslovcev. Večina me pozna po imenu Žiga Zois, čeprav tega imena uradno nisem uporabljal. Moram priznati, da sem zelo zadovoljen, da sem ponovno z vami in da vidim, kaj se je v zadnjih 200 letih spremenilo. Najbolj sem ponosen na svojo zbirko mineralov. Nekdaj sem jih imel razstavljene v Licejski palači na današnjem Vodnikovem trgu. Zelo sem se trudil, da bi moja zbirka bila razlog za ustanovitev prvega muzeja na Kranjskem. A me je bolezen prehitela, saj so ga ustanovili 2 leti po moji smrti. Mojemu nečaku Karlu Zoisu gre zahvala, da je poskrbel za mojo zbirko. Danes je razstavljena v imenitni muzejski stavbi v centru Ljubljane. A žal so zaradi prostorske stiske razstavljeni samo najlepši primerki mineralov in drugih posebnosti. Zelo sem vesel, da je med minerali razstavljen tudi primerek fosila. Ja, tudi fosile sem zbiral. Finančno sem podprl 2 odpravi na Triglav. Iskal sem namreč nove zaloge železove rude. Namesto nje pa so mi prinesli fosile in to z okolice Triglavskih jezer. In tega sem bil neizmerno vesel. V mojih časih so se namreč pametni ljudje prepirali, kako so nastale Alpe. Eni so trdili, da so nastale iz vulkana, drugi pa, da so nastale iz sedimenta, ki se je kopičil na morskem dnu in se spremenil v kamnine. Z odprave v Alpe so mi prinesli amonite, izumrle glavonožce, ki so živeli v nekdanjih morjih in oceanih. To je bil dokaz, da so imeli prav slednji in da so tudi naši najvišji vrhovi na Kranjskem, ki so del Alp, nastali na dnu morja. Približno 15 let sem zbiral tudi ptice. V svojo zbirko sem uvrstil 174 primerkov 81 vrst ptic. Precej sem jih poslal tudi v tujino in 2 primerka iz moje zbirke sta še vedno v Dunajskem prirodoslovnem muzeju. Od tedaj 430 znanih ptic na Kranjskem sem kar 230 pripisal slovenska imena. Žal, ta zbirka ni več ohranjena. Zapisal sem tudi 40 slovenskih imen sladkovodnih rib in piškurja. Veseli me, da je v uporabi skoraj tretjina teh imen. Tudi več kot 100 žuželkam sem pripisal slovenska imena. S pomočjo brata Karla pa sem zbral tudi precej slovenskih imen za rastline in glive. Posebej sem zapisal imena v kuhinji uporabnih rastlin. Opažam, da nekaterih danes ne gojite več. Toda drugega dela sem imel preveč in zato sem opustil željo, da izdam slovenski slovar imen živali in rastlin. Zelo me je zanimala človeška ribica. Kar nekaj primerkov sem razposlal po Evropi. Gojil pa sem jih tudi pri sebi doma. Prav moji primerki, ki sem jih poslal strokovnjakom, so bili osnova, da so to imenitno jamsko žival prvič znanstveno opisali. Ja, rad sem imel naravo. Žal sem bil precej časa prikovan na invalidski voziček, a sem vesel, da se je spomin name in na moje delo ohranil. V moji knjižnici, ki je ohranjena v Narodni in univerzitetni knjižnici v Ljubljani, vas čaka še mnogo mojega gradiva, precej mojih knjig pa je tudi v Benetkah. To so bili časi, ki sem jih rad preživljal. Veste, tudi z znamenitim Kazanovo sem se srečeval v Italiji.
Obiščite me v Prirodoslovnem muzeju Slovenije. Morda se lahko še kaj pogovorimo. In oglejte si mojo imenitno zbirko kamnin, mineralov in fosilov.